vsem skupaj, evo, prvi MCC-ov podcast, malo smo naše spletne vsebine predstavili na online, torej na Facebooku in YouTubeu bojo dostopne. In ker prvega ne pozabiš nikoli, je temu primeren tudi naš prvi gost MCC-ovega podcasta, Kristjan Weber! Zdravo! To je samo zato, da bom sproščena se s tabo pogovarjala, ker se poznamo že... Sicer, ne tako dolg, 2 leti, ampak par zanimivih zgodbic, ki bomo tudi podelila z gledalci, mogoče malo Tako da stay tuned. Mogoče malo cenzurirano več, ne? Ampak ja, Kristjan Weber, kako si začel k nam hoditi, MCC? Ja, pa pred enim letom, ne, ko smo imeli na gimnaziji Celje center, bivša srednja šola, ki sem jo obiskoval, smo v bistvu imeli neko izmenjavo, so prišli Norvežani, Islanci. In takrat vem, da sem imel, pa še zdaj imam nek vtisjeno v spominu, da sem šlogal vsem tistim za mizo, pa ste pol ve v bistvu za mizo zraven sedela, ne, pa ste rekli, če lahko vam tudi in tako se v bistvu začela, da sem jim šlogal. Ja, dejansko tako sem se prvič spoznala, mislim, sprav sem te večkrat že videla pri Vatriju, ampak da sem se videla poznala, si mi pa šlogal. Težko delo si imel, ker mi karte niso bile naklonjene, ampak dober si improviziral v pozitivno. Tako da hvala. Prosim. Pa takrat naprej pa nekak si skozi član MCC ekipe, smo te boja manj posvojili. Ja, ne grem več nazaj, nikamor. Tako da ja, v bistvu pa se pa vse skupaj začel, ne, pa v letošnjem letu, pa tudi v lanskem 2019, mi je MCC pomagal tudi pri dobrodelnem projektu, ne. Tu govorimo o projektu Enostavno človek. Tako je, Enostavno človek. Govori v bistvu o tem, da smo priredili 19 dobrodelnih in pa solidarnih akcij. Naprimer, delili smo voščilnice po mestu Celje za lepši dan ljudem, potem zbiralne akcije za krizne centre in pa v bistvu takšna majhna dejanja, neke prijaznosti, ki pa so nekomu lepšala neznano. In to je bilo v decembru 2019 in še tudi en del v januarju. In pa v februarju. Jaz se spomnim najega prvega sestanka, ko smo imeli za projekt Enostavno človek, prišel sem v MCC skupaj s ko smo bili dol na kavici. List A4, list papirja z 19 dogodki in aktivnosti, jasno opredeljenimi, pa barna legenda je bila, to je bilo meni, wow! Res, pri 19 letih si točno vedel, kaj želiš s tem projektom in koga nagovoriti, pa mogoče malo več. Ja, to sem si v bistvu nekako zamislil, res sem hotel, sprva smo hoteli narediti, da bi imeli cel december pokrit z dobrodelnostjo in solidarnostjo, pa sem si nekako rekel, zakaj pa ne bi to probali ekspandirati čez celo leto, ne? In sem rekel, da bomo zdaj postopoma vsako leto malo podaljšali to obdobje, dokler ne prijemo do celega leta, ne? Ker en tak projekt je res ogromno dela, ogromno birokracije, vsega dogovarjanja in je res veliko dela, ne? In zato si zelo želimo, da bi nekako naredili ta projekt skozi celo leto, da bi bil dostopen vsem in pa dejansko, da vsem vsak dan v bistvu polepšamo dan, ne? Sem pa tako si že imela vse imel označeno, pa vse zato, ker sem pa zelo rad organiziran tip. Če je rok recimo 14. decembra, imam že 14. oktobra naredil, kar lahko, ne, pač če imam čas, zakaj pa ne, se raje prej rešim teh zadev in se potem pol posvetim v tistih zadnjih 2 mesecih, kako čim bolj predstaviti projekt, da seveda, da se ljudje odzove tudi na njega, ne. In ko si prišel s to mladinsko pobudo, projektom, če lahko rečemo, smo bili seveda MCC tako je zadnje, te podpremo in da skupaj pomagamo ti ta projekt še bolj poudariti in s PR-jem ali pa z mentorstvom, kakorkoli, in smo ful veseli. Smo pa to zgodbo nadaljevali, vsaj jaz vem, ki je bila dejansko zaključena 14 dni nazaj, ko smo en gumb stisnili. Kaj smo naredili? Z veseljem lahko povem, ne, da smo z MCC-em skupaj prijavili nov projekt. Sicer je enak kot prejšnji, samo pod drugim naslovom, ki bo zdaj ostal enak zavedno, Misija človek. Govori pa v bistvu o tem, da bomo ta projekt smo prijavili na to Evropsko solidarnostno enoto, solidarnostni projekt in pa zdaj upamo, da nam ga potrdijo, ker potem pomeni to, da lahko se širimo po celi Sloveniji še bolj in pa vključimo v ta projekt še več mladih, ki si želijo pomagati, kar je pa res meni en izmed top, ne bi rekel ciljev, ampak top tistih češnja na vrhu torte, da lahko mlade vključimo, ker si res želijo pomagati, hočejo pomagati in to meni največ pomeni. Pa
mi skupaj ne sodelujemo samo na teh projektih, različnih projektih in eni izmed katerih smo sodelovali, bil pa tudi solidarnostni projekt Očistimo Celjske hribe, se ga še spomniš? Ja, smo pucali. Celjske hribe, ta je bil tudi zalogaj. Ja. Pa med drugim si tudi šel Receros, spomniš, ko smo šli Receros? O, ja. Receros. Šalo zelo. Tu še lahko sam povem, res neverjeten respekt do tistih, ki delate na smetiščih, ker to ni delo za vsakega, no, tako da res, to še lahko samo to povem, da res kapo dol pred njimi. In je bilo pač čistilna akcija, smo izvedli skupaj z Gimnazijo Celje Center, tudi in taborniki, mi smo prijavili prav tudi na Evropsko solidarnostno enoto projekt, dobili odobrenega in kar po 5 trasah, mislim, da nas malo pod 1000 se nas je zbralo, da smo to očistili in je bilo super. Če ne 6000, ja. In je bilo res super in nekateri ste si šli lahko to čistilno. Ni naprava čistilni. V bistvu obrat in nekaj takega, ampak je bilo zelo zanimivo. Tvoja prostovoljska pa solidarnostna pot se je pa že začela v letu 2017, si začel zbirati za palčico, če se ne motim, in potem v letu 2018 za Malo hišo, ja. Malo hišo. Zakaj te dve ustanovi, organizaciji, kaj ti to pomeni? Je pa v bistvu že od nekdaj res sem zelo rad pomagal, že v osnovni šoli. Potem pa se je to preneslo na Gimnazijo Celje Center, kjer pomagamo res, kjer se le da. In takrat sem v bistvu šel do ravnatelja z idejo, da bi mogoče začel zbiranje materijala za palčico. To je krizni center, kjer spremljajo otroke v predšolskem obdobju, ki so deležni nasilja. In smo v bistvu začeli zbirati. Spomnim se, da je bilo na začetku zelo težko, ker sam nisem vedel, kako začeti. V bistvu kako izpeljati to zadevo, ker sem bil sam v tem, ne. In v glavnem spomnim se, da je bilo novembra in decembra res naporno, ker ni bilo nič stvari. Potem pa druga polovica decembra pa res totalni boom, stvari so začele prihajati, zelo veliko je bilo tudi v lokalnih medijih obvestil o tem, šole so se priključile zbiranju in tisto mi je bilo pa res, sem bil zelo hvaležen, ker najbolj strah me je bilo, da bom tja odšel s praznim kombijem, ne. In v glavnem, potem smo jih pa peljali, mislim, da 4 ali 5 polnih kombijev surovin, ki so jih še pa potem 2 leta uporabljali lahko v palčici, ne. Lahko rečemo, da ljudje se odzovejo. Ja, to sem res izredno hvaležen, se odzovejo in pa aktivno tudi participirajo v vseh teh projektih. Tako kot sem že povedal, najlepše mi je to videti pri mladih, zato ker velikokrat je stereotipno tisto, da mladi niso nekako, ne radi pomagajo oziroma da jih zanimajo samo lajki pa to, ampak to ni res. Veliko mladih je takšnih, ki se jih želi pomagati in mislim, da je tudi ta projekt dokaz za to, no. In ti si super vzor na tem področju za prostovoljstvo in solidarnost. Pa ne rečem samo zato, ker se res poznamo, pa mi je vedno veselje s tabo sodelovati kot celotnem MCC-ju. Je pa res, da si bil tudi faca leta 2019, februarja, ki ga predlaga mladinski časopis Časoris. In podelitev je potekala v predsedniški palači, podelil prav predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Sicer je to zanimivo in pohvalno, ker pove, kaj vse delaš in je res tudi zahvala tebi za tvoje delo. Ampak behind the scenes pa jaz imam eno zanimivo zgodbo z nekim suknjičem na ta dan. Za začetek bi še povedal to prej, da te nagrade so res nek lep zaključek vsake akcije, ne. Sicer mi je vedno nerodno, ko kakšno dobim, zato ker to ne počnem zaradi sebe, v bistvu počnem to zaradi sebe, ampak samo zaradi tega, da pomagam drugim, ne. In vse te nagrade, ki jih dobim, sicer je res moje ime napisano gori, ampak je to od vseh, ki pomagamo, ki pomagajo in to mi res v veliko čast je, da lahko so ljudje del tega, ne. Ko si pa omenila suknjič, ne, ti si bil pa res buren dan, ne. Spomnim se, da smo s Sonjo, direktor CMC, pa Nino, Radkovica, živijo Nina, smo šli v bistvu v predsedniško palačo na podelitev in pa smo šli še z eno mojo prijateljico dobro in smo se usedli v avto in jaz si dam suknjič gor in tako ne gre gor, ne, in sem bil samo tako, ojoj, ne zdaj tole, ker sem samo pograbil stvari, ko sem šel v Celje in sploh nisem nič gledal, ne, in sem ugotovil, da je to suknjič iz 8. razreda, ne, in
seveda, da nismo istih proporcij, kot smo bili takrat, ne. In smo v glavnem, so me še spotoma peljala dekleta k meni domov, ne. In tam grem, odprem omaro, suknjiča nikjer, ne. Jaz paniko mamico kličem, in mamica pove, da ga ima ati oblečenega, ne. In pridemo tam, šlo je pa res za tiste res stotinke, zapirali so že tista predsednikova vrata in jaz se spomnim, samo ati je bil pripravljenega, samo roke sem dal noter in se šel noter in je bilo to, no. Tako da je bilo izpeljano, kolikor da se vredi, no. Ker brez suknjiča je bilo pa res grozno, da bi šel tja noter. Tako da vedno je burno do zadnjega. Tako je. Tako nikoli pa tudi ni dolgo časa. Pa še po moje ne veš, ko so podeljevali nagrado, ne, sem si prvo rekel, ne se spotakniti, ne, in seveda, ko prijem gor na oder, se spotaknem ob tepih, ne, tako da še to je bilo. Ti prideš vedno z bumom. Dejansko. Kristjan Weber. Super. Zdaj pa, tvoje projekte smo slišali, s katerimi projekti si so v preteklosti, pa zdaj načrtujemo skupaj v letošnjem letu. Pa dajmo spoznati Kristjana Webera. Kristjan Weber končal zdaj srednjo šolo in si prvi letnik. Tako je. Študent študent pedagoške fakultete na Univerzi v Mariboru, smer predšolska vzgoja. Tako da ja, zdaj zaključujem prvi letnik za sabo, no. Zakaj pa predšolska vzgoja? Pa ne vem, vedno sem rad, delo z malčki mi je bilo vedno top, no, ker res imam rad iskrene ljudi in ti najmanjši so, takoj ti povejo obraz, če jim kaj ni všeč, če bi kaj radi spremenili, če jim ti nisi všeč, ne, in to je meni pa res odlično, ne, ker lahko spremljam njihov razvoj, se v bistvu igram z njimi, in jih pa učim, ne, kar mi zelo veliko pomeni, ne. Super. In v prostem času, imaš prosti čas? Študent si z prostovoljnimi solidarnostnimi projekti, v MCC hodiš. Prosti čas obstaja? Recimo da, ampak jaz jemljem te vse stvari, ki jih počnem kot prosti čas, ne, ker to je meni res v veselje, ne, ker to meni ni služba, ampak meni je to v veselje, ne. Ker če ne bi tega z veseljem počel in pa z vsem srcem, potem bi že prvo leto po vsej verjetnosti nehal, ne. Ampak meni je to res vsako leto z velikim veseljem grem naprej, tako da ja, zdaj še imam malo več dela, ker sem prevzel tutorstvo na pedagoški fakulteti in sem postal koordinator, tako da še imamo s tem malo več dela, ampak nič kaj takega, da ne bi mogli speljati. Pridni in ambiciozni. Tako je. In zdaj pa, tako kot si že prej omenila za projekt, ne, v MCC-ju še to smo izpilili do konca in pa zdaj lahko rečem z velikim veseljem, no, da mi bo letos pomagali tudi 4 moje prečudovite punce, Maruša, Kaja, Ana in pa Ajda, ki mi bodo stale ob strani pri projektu, tako da bo malo breme razbremenjeno. Super, tiste vsakodnevne logistike. Tako je. Veš, da pa naša senta je pa vedno tista, ko ja, vse pod kontrolo. Gleda nas, kaj rabiš, Kristjan? Super, no. In to je tudi želja za prihodnost, da res tale projekt nadaljujemo v kakršnikoli obliki, če ga pa dobimo na razpisu, pa še toliko bolj pomembno. Ja, pa v bistvu še toliko bolje, ne, zato ker na začetku sem si nekako dal cilj, da mi ni v interesu, da bi zbiral denar ali pa kaj podobnega, ker se mi zdi, pa ne da je narobe, ne, seveda podpiram kakršnokoli, če se potrebuje za zdravilo ali pa karkoli, ampak nekako se mi zdi, da smo se našli mi tukaj v tem, da darujemo stvari, potrebščine, ker je nekako bolj na osebni ravni, ko prideš tja, vidiš, se podružiš z otroci, z družinami in to je tisto, ko dobiš tiste izkušnje in tisto mi pa res veliko pomeni, no. Ja. Ko si že govoril o izkušnjah, ne, pa te zgodbe, ki jih pa tem tudi spremljaš in doživljaš, ko predajaš stvari ali pa spoznaš organizacijo ali pa njihove zaposlene, in to že dela zadnje 3 leta, recimo, ne. Kako je to na tebe vpliva? Ti mogoče kaj spremenil, ko vidiš take življenjske razmere in zgodbe? Ja, je dosti težje, sploh decembra, no, ko je mesec veselja, sem ponavadi jaz vedno bolj žalosten, zato ker gremo po teh varnih hišah, srečujemo različne zgodbe, res vse se te izjemno dotaknejo in si misliš, ne, na začetku vem, da sem si mislil, pa se tega pa ni veliko pri nas, ne. In potem, ko spoznaš vse to,
vedno se jočemo, no, vedno in rabimo malo trenutka, sicer ne vpričo njih, ne, zato ker jim le damo vedeti, da jih podpiramo pa vse. In če bi se, ne vem, če bi se zjokali tam vpričo njih, bi si mislili, kaj pa narobe, sploh otroci, ne, ker tega ne razumejo, ne. Oni so te veseli, ko prideš. Ja, seveda, veseli, ja. Besed, da se poigraš. In je zelo res težko, sploh v palčici, predvsem tam, zato ker to so res tisti, ki so ostali tudi po par mesecev, ne, kar, ko vidiš rane in pa opekline, karkoli, kar jim starši res grozovite stvari počnejo, je res zelo grozno, no, in se vprašaš, kje pa živiš, da se to dogaja v letu 2020, ne, na primer. In tisto se te pa res dotakne in to se mi zdi, da me je res spremenilo kot osebo, ker sem bil res nekako, sem si mislil, no to pa ni možno, ne. Vedel sem, da se dogaja nasilje, ne, samo nisem pa vedel, da v res takšnem številu, no. Bi lahko rekel, da to tudi na tebe vpliva. Čustvenost si bolj zrel, seveda. širino dobiš, izkušnje dobiš z delom ljudi, organizacijo. Pa tudi to empatijo, ne bi rekel, da sem jo ravno pridobil, ampak še dodatno ukrepil, ne, ker ko vidiš te primere teh ljudi, se te res dotakne in potem res ceniš tiste drobne stvari, kot so na primer družina. Vem, spomnim se, kako je najlepše imeti ta božični zajtrk, ki ga imamo zjutraj z družino, da si predstavljaš, da ti nekdo to vzame in da tega nimaš, je res grozno, no, tako da Tudi res začneš ceniti, kaj imaš ti. točno tako, tiste skromne stvari, ki mogoče se kdaj človek niti ne zaveda, da jih ima, ne, tiste res majhne stvari in si res potem za tiste stvari zelo hvaležen, no. In tudi to, da ni potrebno veliko, da smo vsak dan prijazni do Tako je, res. drugega. Že najmanjše spremembe omogočajo ljudem, da imajo res lep dan. Naprimer, prideš, rečeš dober dan, kako ste, si nasmejan. Če se Kristjan Weber nasmeji, pa vsi pademo v smehe, še toliko več. Ja, se to, mislim, takšne res drobne stvari. Res ne potrebuje človek narediti veliko, da spravi nekoga v dobro voljo oziroma da mu polepša dan, ne. In v glavnem, to mi je res nekaj lepo, da nekam prideš, te pozdravijo, te vprašajo, kako si. In ponavadi velikokrat se tako splete tudi veliko novih prijateljstv, ne. Vse tako je bilo pri meni, ne. In res je to lepo polepšati dan, ker nikoli ne veš, ne. Ljudje imamo v svojem ozadju zelo veliko zgodb, ne. In če nekoga vidimo, da je nekako bolj sramežljiv, mogoče pristopiš do njega, se začneš pogovarjati in pa mogoče pridobi res dobrega prijatelja. To je res pomembno. Smo in še kaj pozabila, bi še kaj ti rad izpostavil, ali pa ti načrtiral tematiko. Želje za prihodnost smo povedala, Ja. Kristjana Webera ne moreš v 15, 20, 30 minutah Ja. spoznati. Čeprav pa začutiš to pozitivno energijo, No, hvala. ki jo imaš in želevaš. Upajmo, da oddajamo, ja. Ja, imaš res dober vpliv na mlade in vedno z veseljem sodelujemo s tabo v kakršnikoli obliki. Tudi pri šloganju, mogoče bomo novo Samso naredili, da če so se kaj moje So se zvizde. zadeve spremenile. Super, še enkrat hvala, Kristjan, si bil Ja, moj prvi hvala. gost, ful z veseljem. Ja, jaz tudi. Smo lepo zaplavali naše začetke podcastov. In ja, shoutout, še komu moramo narediti. Pa mislim, da ne, mogoče pa lahko misel za konec. V življenju bodite tako kot svetilnik na morju, sijte svojo lučjo tako daleč, da vas drugi opazijo, tudi če so izgubili upanje, da vas najdejo, da vam zaupajo. In na takšen način boste pridobili veliko novih spoznanj in pa predvsem ljubezen. Super, hvala. Adijo. Epizoda 1 MCC vam pove podcasta je za nami s super gostom Kristjanom Weberom. Na tej točki vabilo na naslednji podcast in sicer 29. maja ob 6. uri popoldne na našem Facebook in YouTube kanalu. Spremljajte nas, govorimo o projektu Bakanal.